Spoštovane dame in gospodje, lepo pozdravljeni tudi v imenu uprave Zavarovalnice Tilija. Res smo veseli, da ste se zbrali v tako lepem številu. Seveda upamo, da je razlog vaša radovednost, kaj bomo danes vam predstavili. Za uvod vam bi, kot predsednik, rad par besed o naših rezultatih. Morda tudi to, da ni skrivnost, da smo danes tukaj, prvič smo v Rotondi, ker smo se preselili v Rotondo, predstavništvo Ljubljana bo od zdaj naprej delovalo v Rotondi, tu zraven, v teh prostorih. Ob eni bomo imeli tudi slovesno otvoritev teh novih prostorov, tako da tudi takrat prisrčno vabljeni. Dovolite mi pa, da se sprehodim čisto na kratko čez naše rezultate, leto 2011 in leto prvi kvartal leta 2012. Seveda sem si za začetek nekako zbral en malo daljšo časovno vrsto, en graf, ki kaže poslovanje Zavarovalnice Tilija od leta 2006 do 2011. Razlog je seveda v tem, da smo kot uprava konec lanskega leta začeli nov 5-letni mandat. Sam sem ga zaključil, ta 5-letni mandat, in nekako bi s to sliko rad začel eno zgodbo, ki smo jo 2007 pravzaprav v začetku 2007 začeli. Nekako rast je bila zelo lepa, vendar danes vemo, da je bila to prevelika rast, in če bi me danes kdo vprašal, kdaj mi je bilo najtežje, ali pa nam je bilo najtežje, bi rekel konec leta 2008 in začetek 2009. Zelo težko, veliko stvari je bilo treba postoriti, vmes je vsekala še gospodarska kriza in lahko rečem, da takrat smo pravzaprav na nek način obrnili določene paradigme naše, začeli z enimi novimi stvarmi, v končni fazi tudi za to našo inovativnostjo, ki je danes, upam, da veliko ljudi že prepozna, in upam, da bomo znali to našo inovativnost tudi ohraniti. Tako da nekako od leta 2009 naprej lahko rečem, da se, čeprav rasti niso bile velike, dejstvo je bilo, da smo tu se lotili tudi kup notranjih sprememb, in lahko bi rekel, da je nove premije mnogo več kot teh 1 milijon evrov, kot jih tu vidite, bilo narejenih, ker smo se lotili tudi drugih neprijetnih, včasih tudi težkih dolžnosti v delu z našimi zavarovanci. Tako da smo leto 2011 zaključili za 79 milijonov evrov premije. Rast je bila, lahko rečem, kar lepa, 7,2% rast, ob tem, da je zavarovalni trg slovenski lani pravzaprav lahko rečemo stagniral, tisti 0,01 lahko zanemarimo. Tako da, kar se tega tiče rasti, so bili rezultati spodbudni in lepi. Tudi čisti poslovni izid, če se navežem na prejšnjo sliko, je zelo jasno. Ne bi vam ga tu nazaj kazal, ker ni bil tako bleščeč, vendar z spremembami, ki so se zgodile leta 2009 oziroma konec 2008 in 2009, se je pač ta trend, ki smo ga nastavili, začel obračati, in verjamemo, da je ta trend pravilen. Tudi prvi kvartal, ko boste kasneje videli, to potrjuje, da smo stvari, ki so bile tudi znotraj hiše dosti težko sprejete in morda komu neprijetne, vendar smo se morali s tem sprijazniti, in so te strateške usmeritve dajejo tudi že prve rezultate. Tako da lanski rezultat 2 milijona 323 tisoč evrov dobička je najboljši v zgodovini Tilije, in upajmo in smo prepričani, da bo ta trend se nadaljeval tudi v bodoče. Čist kratko morda, da boste poznali Tilijo. Tilija je še vedno kompozitna zavarovalnica, tržimo torej vse zavarovalne vrste, vendar še vedno je večina našega portfelja vezana na avtomobile, vendar beležimo tudi lepe rezultate pri premoženju, lepo rast, in s tem smo pravzaprav, lahko rečem, ponosni. Veliko truda pa smo vlagali in bomo še naprej na trženje življenjskih zavarovanj, kjer pa smo, moram biti samokritičen, nismo dosegli še tistega, kar bi želeli. Kosmate škode so pravzaprav lepo, trend padanja beležimo tudi na škodah. Zdaj, večina bi rekla, da je to ni bilo nekih naravnih katastrof, res je, ni bilo nekih velikih naravnih katastrof v letu 2010 in v letu 2011, vendar to ni plod samo tega. Od zadaj je tudi predvsem trdo delo pri prevzemu rizika in velikokrat tudi kakšna odpoved zavarovanja oziroma
se ne dogovorimo zaradi tega, ker pač ocenimo, da je rizik prevelik in posledica je zelo jasna, tudi padec škod je lep. In dejstvo je, da od leta 2008, ko nas je bilo 438 ob polletju, takrat je začel meni zvonček zvoniti, smo vse nekako racionalizirali in se še racionaliziramo, tako da število zaposlenih pada, niso to nobeni drastični ukrepi, pač poskušamo to z naravnim odlivom in upokojevanjem stvari urejati, tako da tudi produktivnost, ki je posledično nam lepo raste. Če vam povem, 2008 je bilo samo 150 000 evrov na zaposlenega premije, no zdaj imamo pa že 207, smo pa še daleč pred tisti ciljno črto, ki smo si jo zastavili dokaj visoko. Še na kratko, leto 2012, globoko smo že v letu 2012, tudi tu bi se rad pohvalil moje sodelavke in sodelavce, rezultate dobimo zdaj v 10 dneh po zaključku meseca, tako da, če vam povem, leta 2008 smo pa delali samo kvartalne rezultate. Tudi tu smo naredili velik korak naprej, tako da in rezultati, ki jih imamo, ki jih beležimo, vidite, da smo na premoženju presegli plan za 1 200 000 evrov premije oziroma skupno smo zbrali 27 milijonov evrov premije, skoraj 1 milijon več, kot smo planirali, oziroma indeks rasti 111, indeks na plan 104 oziroma, kot sem rekel, 920 000 evrov več, kot smo planirali. Pri škodah se nam trend ohranja, tako da tudi škode so nižje, kot smo jih planirali in nekako trend, ki smo ga videli iz prejšnjih let 2010 in 2011 se nadaljuje, kar je prav, torej indeks rasti je 88, indeks na plan 97, s čimer smo zadovoljni, vendar moram poudariti, da planiramo tudi večje škode, ponavadi so škode tam junija, julija, ko bo kakšna toča, tudi na to smo v naših planih pripravljeni. Pri zaposlenih, tudi tu je trend, se nadaljuje, trenutno nas je 373, s tem, da je struktura se bistveno spremenila v prid produktivnih, torej prodajno-trženjski del nekako krepimo, poskušamo krepiti in tudi v zadnjih letih, zdaj v letošnjem letu smo se v Mariboru preselili, lani konec leta v Celju, danes tudi v Mariboru, tako da nekako poskušamo to našo vseslovenskost potrjevati, jo nadgrajevati in dejansko se postaviti poziciji in našim ciljem primerno. To bi bilo na kratko, no še dobiček, to sem skoraj spustil, pač jaz se ne rad s tem hvalim, ker pa vemo, kaj bo, ampak zaenkrat trendi so pravzaprav neverjetni, dobiček prvi kvartal je 2 400 000 evrov, to je v bistvu več, kot je bilo lani celo leto. Kot pravim, usmeritve, ki smo si jih zastavili, dajo rezultate, kakorkoli in upamo, želimo si, da bi ta trend se nadaljeval, verjetno ne s takim tempom, kot je zdaj, ampak nekako do konca leta planiramo, oziroma v planu smo imeli 3 milijone evrov dobička do konca leta in verjamemo, da bomo to ob teh prvih kvartalnih rezultatih tudi presegli.